Dober dan vsem skupaj. Mogoče na začetku se opravičujemo za daljšo zamudo, vendar v teh primerih je seveda potreben tudi čas, če je seveda koristno, da se opravijo koristni in pomembni razgovori. Kot ste bili seznanjeni, so danes potekali pogovori ministrice in ministra za naravne vire, ministrice za kmetijstvo, ministra za naravne vire in predstavnikov Ministrstva za finance z deležniki v kmetijskem sektorju v zvezi z zahtevami in reševanju protestnih zahtev. Zdaj v nadaljevanju bo ministrica predstavila potek pogajanja in kaj je sledilo. Za ministrico pa seveda povabimo tudi predstavnike deležnikov. Tako da k besedi najprej vabim ministrico, prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Današnji dan, 15. marec, vemo, da smo ga vsi pričakovali glede na poziv in protestne zahteve oziroma predloge, ki so bili naslovljeni na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v preteklih tednih strani kmetijskih organizacij, ki predstavljajo vse slovenske kmete. Same napovedi protestov, nezadovoljstvo vseh kmetijskih organizacij sem že od prvega dne, od 12. januarja, da nastopa na svojo funkcijo kot ministrica, se seznanila, vzela zelo resno in se zavedala, da je veliko skrbi in težav, ki jih pestijo. Od prvega dne, kjer smo se skupaj zavezali, da bomo poskrbeli za prehransko varnost vseh državljank in državljanov, kjer bomo omogočali kmetu, da kmetuje na dostojen način. Sem tako delovala v vseh mesecih in moje delo se tudi od današnjega dne naprej nadaljuje čisto v enakem načinu. Z enakim tempom, z enakim zagonom, z vsemi strokovnimi službami in tudi z medresorskim usklajevanjem z ostalimi ministrstvi. Na današnjem sestanku, ki je trajal nekoliko dlje, ravno zaradi intenzivnosti pogovorov in izkaza resnosti tudi vseh kmetijskih organizacij, smo predstavili, kar smo se tudi medresorsko in enotno kot vlada uskladili, vseh 7 zahtev. Tiste, ki so v sami realizaciji, tiste, ki se bodo tudi skozi čas realizirale, saj vemo, da nekatere zahteve so v odnosu samega poteka dela Ministrstva za kmetijstvo, vseh nadaljnih ukrepov, subvencijskih kampanj in skupnim tvornim dialogom sem dosegla z Ministrstvom za kmetijstvo. Si želim, da pridobimo maksimalno zaupanje in optimalno sodelovanje tudi v prihodnosti. Na protestne zahteve smo odgovorili, v kolikšni meri smo realizirali vse. Kar se mene kot ministrice tiče, sem izredno zadovoljna z našim delom in z vsem, kar smo na mizo podali. Do ponedeljka pa smo pozvali vse kmetijske organizacije, ki so protestne zahteve naslovile na nas, da nam podajo odgovore, kakšni so nadaljni koraki. Vkolikor se bomo uspeli do ponedeljka dogovoriti, bo sledil pisni sporazum za zaključek protestnih zahtev in se bomo dogovarjali, v kakšnem slogu in v kakšnih korakih bomo naprej nadaljevali naše delo, saj nimamo časa, da bi se zaustavljali, da bi nas lahko tudi morda vožnja s traktorji, da bi preusmerila našo pozornost. Razumem stisko kmetov, ampak bi res rada želela poudariti, da ni to tista motivacija, da bistveno bolje in bistveno drugače delamo ravno zaradi napovedanih protestov. Moje delo ostaja složno, korektno, zagnano od prvega dne do danes in tudi v prihodnje. In še enkrat bi rada poudarila intenzivnost sodelovanja vseh kmetijskih organizacij, kar se tiče zahtev za proteste in verjamem tudi v to, da bomo v prihodnje konstruktivno z tvornim dialogom sodelovali v celotnem mojem mandatu. Najlepša hvala. Hvala lepa ministrici za te prve besede. Besedi vabim tudi predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospoda Romana Žvegliča in pa še ostale predstavnike.
Ja, dober dan. Ministrica je pač povedala, dobili smo izhodišča, pogajanja za pač te na naše zahteve. Na stvari seveda se danes nismo mogli še povedati točno kaj ti treba je stvari še pogledati, tudi strokovnih plati, tudi preko organov naših združenj in organizacij, tako da bomo seveda, tako kot je ministrica pričakovala, da bomo do ponedeljka dali ta odgovor, seveda ga bomo dali. Tako da to je zdaj v bistvu samo na kratko na to, kaj lahko na začetku povem. Hvala lepa, toliko v vodu. Zdaj pa so na vrsti tudi vaše vprašanje. Prosim, če se predstavite, pa poveste tudi za koga vprašanje, jer nekaj vidim, da je že prva dvigana. Ja, je nekaj druge Radio Slovenija. Lahko, ker vi živeli mogoče upozorite, to se pravi, kje so bila pa, kje ste se pa najbolj zataknili, ker so bili tako dolgi pogovori, predvidevam, da ni bilo lahko, da ste imeli kakšne pripombe na to, kar so na ministrstvu pripravili. Pravi, kje je tisto, kar vam ni bilo najbolj všeč že danes? No, bom povedal najprej tisto, kar nam je bilo bolj všeč. Ne? To, da bo možno v nove, se pravi, da bo možni novi vstopi za ukrepe, za kmetijsko-okoljske ukrepe, potem tudi ta protokol z Ministrstvom za naravne vire okoli umeščanja te infrastrukture na kmetijska zemljišča, se pravi ne samo pri vodnih zadrževalnikih, tudi pri cestah in ostalih dejavnostih. Tam smo zadeve, moram reči, po teh naših predlogih skoraj čisto skupaj. Potem še seveda tudi pri določenih stvareh. Tisto, kar smo pa, bom rekel, malo bolj navzkriž, smo seveda čisto pri teh plačilih za pristojbine za gozdne ceste. Tam v bistvu nismo našli nekega napredka. Bomo tudi iskali še rešitve v naprej. Druga stvar je pa seveda ta pri tem tako imenovanem izvzetju izplačila iz obdavčitve za težje pridelovalne pogoje. Tle pa moramo, se pravi, je pa dogovor v bistvu v tem. Nismo dobili zagotovila, da bo to šlo ven, vendar imamo zagotovilo, da tudi Ministrstvo za finance smatra, da je to lahko okoljsko in podnebno plačilo, se pravi, potem takem bi to bilo možno tudi izvzeti iz dohodnine in da bomo seveda naredili ali pa da se bojo naredili še pogovori in da ko se bo zakon odpiral, da bo tudi to v možni opciji. Ja, prosim. Marko Gregorc, POP TV. Če prav razumemo, ste začasno zamrznili te priprave na stavko, oziroma boste v ponedeljek se točno odločili, v katero smer se bolj nagibate morda v tem trenutku, oziroma ko bodo organizacije si pogledali današnjih splen pogovorov? Ne, nič nismo začasno zamrznili, mi stvari tečejo naprej, pripravljamo jih naprej, bomo pa seveda to sporočili, ko bomo stvari jih pregledali, pa seveda tudi to, da bomo organizacije dale pripombe, vsaka svoje in potem bomo videli, ali lahko naredimo en tak skupen dogovor, ali ga pa tudi ne moramo narediti nenazadnje. Spravi protest, skoraj gotovo bočec? Ne, to nisem rekel. Ne? Priprave pa pač potekajo. Ja, prosim. Rebeka Tomadus, Svet kanala. Včeraj je premijer Robert Golob rekel, da ne glede na to, kdo stavka ali ne, bo praktično izplen isti. Kako gledate na takšno izjavo? Nisem razumel vprašanja. Rekel je, da je čisto vse eno, ali nekdo stavka ali ne, pač naredili bodo tako, kot so se odločili. Vlada bo naredila tako, kot se je odločila, ne glede na to, ali bo nekdo stavkal, bo šel na ceste, bo naredil protest, ne. Kako gledate na to? Kaj vam to sporoča? No, bom se zdržal komentarja. Hvala. Kakšno vprašanje?
Tega jaz nisem prav dobro razumela, se pravi, potem se boste pa odločili, ko boste pogledali pripombe in mogoče tudi ne boste enotno več imeli stališč ali jaz na proteste ali ne. A sem prav razumela? Ne, jaz sem rekel, da moramo pogledati, mogoče ne bomo imeli enotnih stališč do tega dokumenta, ki ga bomo danes še dobili. No? Zdaj nam je bil predstavljen, zdaj ga treba še malo popraviti in ga bomo dobili pač na naše naslove.